Ok, zdaj imamo pomer. Torej, sedim v Enyaqu RS Coupe. Ja, dober dan. Za mojim hrbtom Štokholm. Prišel je e-mail, napisali so ga pri Škodi in so rekli, Cirila, bi prišel ti na Švedsko pogledati, kaj imamo za pokazati. Čak, saj brez veze, da ti nekaj skrivam, ne? Daj, da ti pokažem, katero avto sem prišel pogledati na sever Evrope. Kmalu ga boš zagledal tamle v Čošku, je, lej? Veš, zadnje čase ima Škoda opravke predvsem in tudi s prenovami in ene takšne je bil deležen tudi Enyaq. Kar pomeni, da je bil prenove deležen tudi Enyaq RS in to je avto, zaradi katerega sem prišel sem. Poglej, tole je Škoda Enyaq RS, oziroma znotraj je parkiran še Coupe, oranž barva. Pejmo pogledat, pa ti povem vse, vključno s tem, kaj se je zgodilo tukaj na sprednjem delu. Thank you so much. Od tiskovne konference je zdaj že 15-20 minut. Poglej, ta prva stvar, ki jo boš opazil, je to, da je sprednji del povsem predrugačen, spremenjen. Zelo je izrazit, pa ne samo zaradi luči, pa drugih drobnih sprememb povezanih z odbijačem, pa konec koncev vidiš tukaj je zdaj napis Škoda, ne pa več Škodin logotip. In zdi se mi, da obraz, ki ga je za kupce pripravila Škoda, no, ne da paše samo Enyaqu RS Coupe, tudi ostalim Enyaqom. Toliko enega šundra, dajmo se v avto usedeti, pa ti tam več povemo, prav. Takole. Ok, zdaj imamo pomer. Torej, sedim v Enyaqu RS Coupe. Ne moram se načuditi tem sedežem, zgledajo dobro, pa tudi občutek tukaj noter je krasen. In če bi moral v teh dveh avtomobilih povedati enega najbolj impresivnih podatkov, je to najbrž povezan s pogonom pa s hitrostjo. Vse 4 bicikle seveda žene elektrika, skupne moči je za več kot 250 kW in pospešek do 100 dobrih 5 sekund. Predvsem pa udobje povezano s tem avtomobilom. Aha, nekaj se bo zgodilo. Pazi zdaj, zunaj se nekaj dogaja, jaz sem pa v avtu. I'm trapped. V live še nisem spremljal avtomobilske predstavitve iz avtomobila ven. Fuck. Evo, ta model se je z mano v taksi upelo, malo sva zamudila. So that's why I wanted to mention that emotions are natural part of the sport. And in this case, we wanted to build a car which brings the emotions also to the exterior. Zdaj razlaga o dizajnu. The band, which is of course standard equipment of this car. And then to še malo pucajo zraven. Malo sem moral počakati, zdaj pa lahko nadaljujemo. Kaj velja za ta facelift? Seveda sprednji del, kot sem pokazal, je zares povsem drugačen, atraktiven. Zanima me, kako boste odreagirali vi, ker zdaj sem pa tja, že pride naokrog kakšen avto, kjer spredi zelo poudarjajo te svetila znotraj mask in tako naprej. Dober primer je bil Mercedes CLA v Rimu, ko ste rekli, ni nam všeč ta osvetljena maska, k sreč poleg električnega, ki imaš vse tiste zvezdice osvetljene, prije tudi običajen hibrid, kjer je klasična maska. V glavnem, vrnimo se nazaj k Škodi. A ste videli ta sprednji del, kako je osvetljen, kako je drugačen, kako je predrugačen? Povejte mi vaše mnenje, ste z njim zadovoljni, vam je všeč? Zdaj pa, če smo že pri zadku, ena stvar, ki je značilna za Škodine RS izvedenke, je tale rdeč trak tukaj spodaj. Seveda ga je Enyaq RS Coupe, pa tudi običajna izvedenka obdržala. Moram reči, da avtomobilu to paše. Ena stvar, ki jo želim še dodatno poudariti, so polna platišča. Mislim, to, da so polna na električnem avtomobilu, ni čist nič novega, ampak dizajn, tam je pa čist hud. A gremo pogledati še navadnega RS-a? To se hotel še malo zadržati zase, ne, ampak kaj je razlog, da smo danes na predstavitvi Škode, pa ne na Češkem, kjer smo običajno, ampak na Švedskem. Svetovno prvenstvo v hokeju se tukaj dogaja. Škoda je že dolga leta eden glavnih, še nekaj glavni pokrovitelj. In ko se vse tole zaključi, pa kaj še par stvari o avtomobilu povem, gremo pa na tekmo. Evo, če sem od zadaj pokazal Coupeja, je prav, da pokažem še običajnega Enyaqa RS. Tale rdeča črta je seveda skupen imenovalec. Pa še ena stvar, ki jo boš pri RS-ih običajno zasledil, to niso samo športni sedeži z integriranimi vzglavniki, tudi posebni dodatki. Ne vem, če se dobro vidi, ampak gre za fluorescentno rumeno barvo in to pa najdemo praktično povsod po kabini. Takole izgleda pa kokpit. Sej v resnici se v sami osnovi, razen nekaterih podrobnosti od kokpitov v ostalih Enyaqih seveda ne razlikuje. Tale Alcantara, Semiš, a kaj je tole na armaturki? To pa meni tako sede, stari. Ne samo za šlatati, tudi za pogledati. Je malo tak, ne bom rekel dirkaški, ampak fin športen feeling, to mi je všeč. Govorim o tem detajlu, to seveda ni nikakršna novost, ampak Madonna, kako je dober občutek.
sicer pa fake carbon fiber, pa športen volan, spodaj presekan, pa te sedeži, ki sem jih že prej opisal. Pa seveda so RS-i znani še po drugih dodatkih, predvsem po črnih detajlih, recimo tukaj le pa na ogledalu in tukaj pod A stebričkom obvezen napis RS. Pa zdaj razmišljam, če je še kakšen detalj, ki bi ga bilo vredno omeniti. Se mi zdi, da so omenili, da je hitrost polnjenja zdaj lahko višja, prej je bilo 175 kW, zdaj pa 185. V najboljšem primeru zna Enyaq, govorim o kupeju, po običajnem RS-u ponuditi do 560 km dosega. Ostalo pa ostaja več ali manj nespremenjeno. Lahko se recimo spomnim na čas, dobri 2 leti nazaj, ko sem Enyaqa RS Coupe testiral. In tisto, kar se je meni zdelo pri tem avtomobilu najbolj impresivno in verjamem, da je tako tudi po prenovi, ker zakaj pa ne bi bilo, je to, kako se avto pelje, kako zna maso skrivati, pa kako zna v bistvu na eni poti zares dobro kombinirati. Ne ekstremno, ampak tako elegantno športnost z pravim udobjem. K temu seveda nekaj prispeva tudi tisto famozno DCC podvozje oziroma sistem za uravnavanje malo vsega boga pod kolesi, zato da zna avto blažiti pa to maso, ki je ni malo nadzirati, kot pač se za en sodoben avto, ki mora še marsikaj drugega ponuditi kot samo hudo barvo pa nova maska tudi spodoba. Tekma smo rekli, ne? Zdaj smo prišli v Fanzone, pa gremo pa v Avicii Areno. A dokumentarc od tima Avicija ste pogledali? Če ne, priporočam. Tudi glede ima Škoda in svoj prostor, se mene sploh kaj sliši. Zanimivo, no? Glej. Vi tekmujete, kdo bodo prej celo hokejsko opremo. Avicii Arena. Dajmo not. Hello. Hello, welcome. There you go. Perfect. Thank you. Just don't put it on too tight, okay? No, of course. Perfect. There you go.